TV. Kids TV. Dan, otroci, Diana tu, z novim izzivom za vse vas. Ste pripravljeni? Najprej poglejmo, kaj se skriva v škatli. No, kaj se skriva? Sestavljanka je in koliko koščkov. Danes bomo ugotavljali, kaj katera žival je. Ampak poglejte to zmedo. Tale zmeda je pa čisto preveč. A gremo raje sestavljati 2 po 2? Ste za? Tudi jaz tako mislim. Začnimo z opico. Kaj ima rada opica? Banane. Ampak veste, opice jedo več kot 200 različnih vrst hrane. Večina opic se hrani z rastlinsko hrano, kot so na primer semena, listje in sadje. Včasih jedo tudi žuželke. Gospod medved, Berunda, Gunda, ima zelo rad med in čisto nič se ne boji čebel, čeprav lahko pičijo. Zelo je pogumen. Pa veste, da medved dobro voha, ampak zelo slabo vidi. Kuža je že tu. Kužki imajo radi kost, drugače so pa kužki vsejedi. Poleg mesa jedo tudi žita in zelenjavo. Adijo, gospod kuža. Le katera žival je naslednja? Mucek. Mucki imajo zelo radi ribe, vendar lovijo tudi miške in ptice. Če pa je maček naš hišni ljubljenček, tega pa hranimo z vnaprej pripravljeno mačjo hrano. Gospa čebela. Kaj pa čebela nabira? Z rilčkom sesa sladko tekočino iz cvetov, ki ji rečemo nektar, z nožicami pa nabira cvetni prah, ki mu rečemo pelod. Najraje od vsega pa imajo med. Le kaj bo jedla tale veverica? Lešnike! Lahko pa je tudi orehe, žir, kostanj, različna semena. Če pozimi doma krmimo divje ptice, bo našo ptičjo hišico morda obiskala tudi veverica. Tale je najvišja med vsemi kopenskimi živalmi. Živi v Afriki, v bližini akacijevih gozdov. Z akacij smuka sočno listje in ravno ti so njena najljubša hrana. No, kdo je to? Žirafa, seveda. Gremo naprej. Poglejte jo, gozdno miško. Nije miške, ki bi se lahko uprla koščku sira, vendar pa imajo gozdne miške zelo rade tudi gozdne sadeže in jagodičje, brsti, gobe, semena, črve, žuželke in še. In dober dan, veliki panda. Sprednje tace so močnejše od zadnjih, zato je odličen plezalec. Ima tudi 6. prst, da lažje zgrabi bambusove liste. Še zadnja živalica. Zajec ima zelo rad korenje. Je rastlinojedec, objeda zelene dele rastlin, kot so trave, zelišča, poganjki, jagode, pozimi pa tudi lubje. Adijo, zajček. Zdaj pa je čas, da se spomnimo, kaj katera žival najraje je. Mi boste pomagali? Začnimo pri opici. Kaj ima opica najraje? Banane. Odlično. Gremo dalje. Kdo ima najraje med? Kdo? Čebele? Ja, tudi, ampak kdo še? Medved. Zelo dobro. Veverice imajo rade lešnike. Tudi jaz imam rada lešnike. Pa vi? Kaj pa gozdna miška? Ta ima rada sir. Žirafa z jezičkom smuka akacijeve liste. Mucek ima najraje od vsega slastne ribice. Kuža rad gloda kost. Zajec ima rad kaj? Korenje. Kaj pa veliki panda? Bambusove liste. Čebela pa se najraje posladka z medom. Zelo dobro. Ponovimo. Veverica ima rada lešnike, medved med, opica banane, muc ribe, žirafa akacijeve liste, gozdna miška sir, veliki panda bambusove liste, zajec korenje, kuža kost, čebela med. Kaj pa ti najraje ješ? Jaz imam zelo rada jagode. Kaj pa, če bi kar zdaj šla eno pojest? Lahko? No, grem, objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Diana tu, z novo pravljico. Kakopak? O Baksiju vam danes berem.
o Baksiju, ki se uči deliti. Nekega vročega popoldneva so se Flori, Baksi in Medi odpeljali na morje. Baksi je imel s seboj velik nahrbtnik, v njem pa same zanimive stvari. Vroče mi je, kot bi bil vulkan, je rekel Medi, potem ko so se udobno namestili na ležalnike. Meni pa je vroče, kot bi bil sam ogenj bruhajočega zmaja, se je pritoževal Flori. No, meni je pa prijetno, pravzaprav se počutim odlično, je rekel Baksi, ki se je hladil z majhnim ventilatorjem. Nama ga malo posodiš, Baksi? Sta vprašala Flori in Medi. Ne, je rekel Baksi, moj je. Malce kasneje so odšli v vodo. Plavali so, se škropili in se zaganjali v valove. Ko pa so prišli iz vode, so se tresli od mraza. Mraz me stiska, kot da bi bil sneženi mož, je rekel Medi. In jaz sem kot ledena gora, je trepetal Flori. No, meni je pa prijetno in toplo, je rekel Baksi, ki se je zavil v veliko puhasto brisačo. Bi delil brisačo z nama, Baksi? Sta ga vprašala Flori in Medi. Ne, je rekel Baksi, moja je. Po kosilu so prijatelji gradili peščene gradove. Moj grad se kar naprej podira, je nergal Medi. Nikakor ne morem zgraditi večjega gradu, se je pritoževal Flori. No, moj peščeni grad pa je velik kot palača, se je hvalil Baksi, ki si je pomagal z vedrom in lopatko. Nama ju posodiš, Baksi? Sta vprašala Flori in Medi. Ne, je rekel Baksi, moja sta. Baksi, ti nikoli, ampak res nikoli ne deliš svojih stvari z nama, mu je očital Flori. Lepo je deliti stvari, mu je rekel Medi. Ampak to so moje stvari, je rekel Baksi in k sebi stiskal svoj nahrbtnik. Tik preden so se odpravili domov, so Flori, Baksi in Medi kupili še sladoled. Moj bananin sladoled je odličen, je rekel Medi. Tudi moj jagodni sladoled je fantastičen, je rekel Flori. No, moj bananin, jagodni in čokoladni sladoled s posipom je še boljši, je ponosno rekel Baksi in se lotil velikanskega sladoleda. Toda nenadoma je od nekje priletel galeb in mu iz rok iztrgal sladoled. Pljask! In Baksijev sladoled se je znašel na tleh. O ne, moj sladoled, je bil obupan Baksi. Ne skrbi, sta rekla Flori in Medi, najin sladoled bova delila s tabo. Res? Ampak saj je vendar vajin. Hvala, je rekel Baksi, presrečen, ker je lahko lizal sladoled svojih prijateljev. Zelo prijazno od vaju. Prav imata, je rekel Baksi, lepo je deliti. Obljubim, da bom odslej vse svoje stvari delil z vama. In najprej bom z vama delil svojo morsko travo. To je to, malčki moji. Ne pozabite, lepo je deliti. Če boste vi posodili svoje stvari drugim, bodo najbrž drugi posodili svoje stvari vam. Saj veste, kar daš, to dobiš. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Kvisko, mucki in kužki. No, pa da vidim, koliko ste si zapomnili od vsega, kar smo prebrali. Najprej me zanima, ali mucek, ko se skoti, vidi, sliši in hodi. Je pravilen odgovor da ali ne? Pravilen odgovor je ne. Mladiči se skotijo gluhi in slepi in ne znajo še hoditi. S časom spregledajo in tudi slišijo, hoje pa se, tako kot mi, naučijo. Gremo naprej na drugo vprašanje. Kako se muc umiva? Tako, da se liže, tako, da skoči pod tuš ali tako, da skoči v morje? No, kaj mislite, kako se umiva? In pravilen odgovor je
Tako da se liže. Mačka posveti veliko časa umivanju. Pri tem je videti zelo ljubka. Najprej poliže eno tačko, nato se z njo podrgne po glavi in uhlju. Potem nadaljuje z lizanjem po celem telesu. Kepico dlak, ki jih požre med lizanjem, pa izbljuva. Gremo naprej. Koga muce rad lovi? Miško, medveda ali sinjega kita? Le katero izmed treh živali rad lovi? Pravilen odgovor? Seveda, mucek rad lovi miške. Ampak veste, rad lovi tudi kuščarje in ptice. Ko plen ujame, se z njim najprej igra, potem pa ga včasih poje, včasih pa tudi ne. Gremo dalje. Če želimo, da je kuža srečen in zadovoljen, se moramo z njim igrati, ga moramo pustiti ves čas samega ali ga moramo vleči za rep. Kaj storimo torej, če želimo, da je kuža srečen? Seveda se moramo z njim igrati, se pogovarjati in ga božati. Med igro se z lahkoto uči ubogati gospodarja, hitro bo razumel, kaj želimo od njega. Zanima me, če veste, ali mora kuža na sprehod. Večkrat na dan, ni mu treba sploh na sprehod, ali ko se nam zazdi, da ga potrebuje. Kolikokrat mora kuža na sprehod? Pravilen odgovor je večkrat na dan. Ko je psiček večji, ga moramo večkrat na dan na povodcu peljati na sprehod, posebno še zjutraj in po obroku. Ne smemo pozabiti na vrečko, da bomo pospravili njegov kakec. Še zadnje vprašanje. Kuža ima zelo dober sluh, dolg vrat ali oster kljun? No, da vas slišim. Odštevamo! Tako je, kuža ima zelo dober sluh, dvakrat boljši od človeka. Uhlje obrača v vse smeri, da bi bolje ujel glasove. Kvisko, to je to. Dan, otroci, nova škatla, nov izziv. Danes bomo šteli. Ste pripravljeni? Do koliko že znate prešteti? Do 10? Do 20, do 100? Odlično! Mi se danes naučimo šteti do 10. Vsi tisti, ki že znate šteti do 10, boste svoje znanje utrdili, tisti, ki pa še ne znate šteti do 10, se boste z nami štetja naučili. Začnimo pri številki 1. Številka 1 in 1, morski lev. To je pa številka 1. Jo že znate napisati? Poskusite. Gremo naprej na številko 2. Le poglejmo, kateri dve živali. 2 medveda. 1, 2, 2 medveda. Tako. Številki 2 sledi številka, že veste, to je številka 3. Zelo dobro. In tule je levja družina. Lev, levinja in mali levček. 3 so vsi skupaj. Bo držalo. Gremo naprej na številko. No, na številko 4, zelo dobro. In tule so 4 žabe. 1, 2, 3, 4. 4 žabe. Številka 5. In tule je 5 čebel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 čebel. Bzz, 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 bzz. Gremo dalje na številko, da vas slišim, številko 6. Tako je. In tule je 6 metuljev. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metuljev. Odlično. Metuljček, cekinček, tipo tepinček. Poznate pesmico? No, pojmo hitro naprej. Številka 7 in 7 pingvinov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pingvinov. Odlično. In že je tu številka 8. In 8 pridnih delovnih mravljic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 delovnih mravljic. Bila je huda mravljica. Gremo na številko 9.
9 ptic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ptic. Zelo dobro. Ptički bodo odleteli stran in k nam prihaja številka 10 in 10 ribic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ribic. Zelo dobro. Zdaj pa je čas, da ponovimo števila še enkrat skupaj na glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Ponovimo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Ste? Ste tudi že pokukali, kaj rišemo danes? Ste videli? Avto bomo narisali s pomočjo knjige Čiv čav. Tudi tokrat nam bodo njihovi napotki prišli še kako prav. Pozna kdo kakšno pesmico o avtomobilu? Pozna? No, da slišim, katero. Katero? Kolesa na avtu se okrog vrte, okrog vrte, okrog vrte. Kolesa na avtu se okrog vrte, cel ljubi dan. Kaj pa reče teta Diana? Teta Diana pa pravi, gremo risat, gremo risat, gremo risat. Teta Diana pravi, gremo risat cel ljubi dan. Ne bomo ravno cel ljubi dan risali, ampak avto bomo pa narisali, kaj ne? No, gremo najprej izbrati barvo, s katero bomo avto sploh narisali. Jaz sem se odločila, da bo moj avto vijolične barve. Kakšen bo pa vaš? Kaj rumen, rdeč, črn, dobro, oranžen. Kakšne lepe barve ste izbrali. No, začnimo. Začnimo z napotkom številka 1 in sicer naš avto dobi najprej 2 kolesi. Pa narišemo enega tule na moji levi strani, tako, in enega tule na moji desni strani. Obema kolesoma oziroma obema krogoma narišemo še 2 manjša kroga notri. 1, 2. Vam je uspelo? Lahko grem naprej? No pa pojdimo na napotek številka 2. Naš avtomobil dobi podvozje. Pa tule na moji levi narišemo eno ravno črto, pa povežemo obe kolesi z še eno daljšo ravno črto in tule na moji desni še ena ravna črta. Na napotku številka 3 bomo narisali 2 rahla polkroga. Takole, se pravi na moji levi in sicer do polovice kolesa. Boste videli, gledajte, takole, polkrog, 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 nekje do, vidite, do polovice kolesa. In enako ponovimo na drugi strani. Odlično. Vam je uspelo? Gremo lahko naprej, pa pojdimo na napotek številka 4. Na napotku številka 4 bo naš avto dobil še preostali del karoserije. Se pravi, bomo narisali en velik polkrog, ki povezuje oba zunanja dela. In tako naš avto počasi dobiva obliko. Na številki 5 bo avtomobil dobil 2 okni. In sicer jo bomo narisali tako, da narišemo najprej tule spodaj eno ravno črto, pa tule povežemo s še eno navpično in potem bomo ta del povezali s takšnim polkrogom. In ker smo tu narisali tako manjše okno, bomo morali na drugi strani narisati nekoliko večjega. Se pravi, navpična črta in potem še ena dolga ravna črta, ki jo povežemo z polkrogom. Evo, naš avto ima okna. Gremo naprej na napotek številka 6. Naš avto bo dobil, poglejte, volan in odbijače. Oziroma odbijača, ker sta 2. Pa si bom izbrala modro barvo. Modro. Takole pa bom volan tule na moji desni. Nočem me ubogati tale flomaster. Tule na moji desni narišemo najprej eno ravno črto in en oval. In tole je naš volan. 2 odbijača spet v ovalni obliki. Enega spredaj in enega zadaj.
lahko jo tudi obarvamo. Takole. Evo, odlično. Gremo na napotek številka 7. Naš avto bo dobil luči in sedeža. Pa si bom jaz izbrala oranžno barvo. Takole. Najprej sedeža. Tule notri bomo narisali en tak polkrogac. Pa tule še en polkrog. In tudi sedeže, oziroma sedeža, lahko obarvate. Evo, takole. Že barvam. Tako. Kako vam gre? Upam, da nimate večjih težav. Ampak zapomnite si, večkrat kot boste avto narisali, lažje vam bo šlo. Kaj sem še pozabila? Se pravi, sedeža sem narisala. Še luči sem obljubila. Tule na sprednji strani en polkrog. Takole. In tule na zadnji strani še en polkrog. In manjka mi še avspuh. Ampak avspuh bom narisala z črno barvo. Tukaj le spodaj samo eno črtico takole naredimo. Dobro? Gremo še na zadnji napotek številka 8. Da bodo naše luči delale, bomo narisali še takšne male črtke pri luči spredaj in male črtice pri luči zadaj. In da vemo, da je to avspuh, bomo narisali še dimkiste kadi, takole. In najbolje, da to narišemo v obliki manjših krogcev. Takole, evo. Odlično. Vam je uspelo? Upam, da niste imeli večjih težav. Tako, moj avto je pripravljen za dolge poti, nove zanimivosti. Vaš tudi. Cesto mu pa res lahko še narišemo. Bomo samo še eno ravno črto takole narisali tule spodaj, da se bo naš avto vozil po cesti. Srečno pot, vijolični avto! Abu škatla. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dober dan, Abu škatla tu in ti si tam. Spet smo skupaj in spet je čas za skrivnosti Abu škatle. Kaj ima za nas danes? Gotovo ste radovedni. Tudi jaz priznam. Abu škatla, mislim, da je čas, da dvignemo pokrov. Kaj? Kaj? Če sem pa radovedna. Danes bomo pa, dragi otroci, sestavljali. Vse kaže, da nam je Abu škatla tokrat naložila precej dela. No, kje pa naj začnem? Mi boste pomagali, se pravi, če imamo vagone, pomeni, da bomo sestavili, kaj bomo sestavili? Kdo ima vagone? Vlak, tako je. Zdaj pa najprej poglejmo, imamo 1, 2, 3, 4 vagone in sicer enega modrega, 2 zelena in enega rdečega. Kakšne barve pa so kolesa vagonov? Kakšne? Rumene barve, zelo dobro. Zdaj pa poglejmo. Poglejte, sestavimo jih lahko. 1, 2, 3 in 4. Takole. Dobro, zaenkrat nam gre zelo dobro od rok. No, pa da vidim. Poiskala bom tiste kocke, oziroma tiste dele, ki se mi zdijo nekoliko nenavadni, morda nekoliko drugačni. In če pogledam, recimo tale je majčkeno drugačen, pa tale je majčkeno drugačen del, pa tale kocka je manjša od vseh ostalih. Vse ostale so nekoliko večje, take pravokotne izgledajo, tale je pa manjša, kvadratna. No pa poglejmo. Najbrž bo to lokomotiva. Pa dajmo poskusiti. Kabina najbrž, kjer bo sedel šofer. Takole. Potem... Kaj mislite? Kaj tale mala zelena? No pa da vidim. Takole tule. Ne vem še, čeprav sestavljamo.
tale del verjetno gre spredaj, ne? Takole, no poskusimo, ja, pa bo res. In še je to nekakšen dimnik. Čuču! Srečno pot, vlakot! Ampak naše delo še ni končano. Ah, kje? Poglejte, koliko še kock je tule. Ampak veste, kaj se mi dozdeva? Najprej bom obrnila kocke, da jih bomo sploh videli, takole, da vidimo sploh, kaj se skriva notri. Potem bomo pa lahko sploh sestavili do konca in ugotovili, kaj si je Abu škatla sploh zamislila. No, pa poglejmo. Takole, zdaj gledam in vse bolj se mi dozdeva, da bo tale vlakec sestavljen iz števil in nekih predmetov, drži. No, pa poglejmo, koliko števil je tule. Aha, tole so pomaranče, številka, 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 sadje spet, hruška, številka, jajčka, številka, aha, tule je volna, pa borovnice, pa mleko, pa številka spet, pa banane, pa številka, številka, številka. Ok, veste, kaj predlagam? Da damo stran vse, kar niso številke. Se pravi, banane grejo stran, mleko gre stran, borovnice grejo stran, volna gre stran, jajca grejo stran, hruška gre stran in pomaranča gre stran. Zdaj pa mi boste pomagali te številke postaviti v pravilen vrstni red. Od 1 do 10. Zmenjeno? Pa gremo. Se pravi, imamo številko 1, pa je številka 2, 3, kje si 4, 4, evo jo, številka 4, pa številka 5, katera številka sledi številki 5? Številka 6, tako je, pa potem številka 7, 8, kaj bo prej, 9 ali 10? 9, zelo dobro, in še 10. Krasno. Zdaj pa bomo te številke postavili na naše vagone, začenši z številko 1. Takole. 1, 2, 3, a štejete z mano? 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nam je zmanjkalo prostora za številko 10. Kako bomo rešili to zagato? A bomo dali številko 10 kar na številko 9? Bomo, kaj ne? In zdaj, po vsej verjetnosti, Abu škatla, ti želiš, da tudi ostale predmete zložimo na vlak? Ja? V redu, bomo, zmoremo, kaj ne? No pa dajmo, na številko 8 bomo dali jajčka, na številko 7 bomo dali pomarančo, na številko 6 bomo dali banane, na številko 5 bomo dali borovnice, na številko 4 hruško, na številko 3 mleko in na številko 2 volno. Odlično! Pa tole smo sestavili kot za šalo. Hvala vam za pomoč, otroci. Zelo, zelo dobro. Zdaj se pa lahko z vlakcem igram. No, še prej vas bom prosila, da pritisnete gumb subscribe in zvonček, ki je poleg, tako se lahko igramo še in še na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Diana, imam za vas novo pravljico. Veste, kdor je povabljen na obisk k kraljici, se mora primerno vesti. A če tudi k kraljici ne boste povabljeni, vam bodo napotki za lepo vedenje vedno prav prišli. Zato le napnite ušesa in dobro prisluhnite pravljici. Ne govori s polnimi usti. Če se zgodi, da te njeno veličanstvo, kraljica, povabi na čaj, potem bo tvoje vedenje na veliki preizkušnji. Najprej kraljico pozdravi z besedami: Pozdravljeni, vaše veličanstvo. Dostojanstveno pozdravi tudi princa in vojvodo. Sedi pokončno, ne zviraj se, da ne padeš, in ne popackaj se, okrog vratu si zaveži prtiček. Bodi potrpežljiv, naj ti čaj nalije gostiteljica. Vzemi sladkorček ali 2, ne 3 ali 4. Vedno reci hvala in prosim, če kašljaš ali kihneš, si pokri usta. Previdno pij svoj čaj, ne dviguj skodelice previsoko in ne delaj mehurčkov. Pokaži zanimanje, ne vzemi preveč, vendar vselej vzemi tisto,
česar si se dotaknil. Ne govtaj hrane in ne žveči preglasno. Pri jedi uporabljaj vilice, ne tac. Upri se skušnjavi, da bi se oblizoval okrog ust. Srebrni pribor uporabljaj po vrsti, najprej tistega, ki je najbolj oddaljen od krožnika. In zagotovo ne govori s polnimi usti. Poskusi vsaj en grižljaj hrane, ki je ne maraš. Hrane ne skrivaj pod krožnik, jej prefinjeno in vsak grižljaj dobro prežveči. Vendar se pri jedi nikoli ne spakuj, to je nevljudno. In seveda sedi pri miru in ne polivaj, pazi na svoje roge in na perje. Če česa ne dosežeš, prosi mene, ne glede na to, kako dolg jezik imaš. Tvoji komolci naj ne bodo na mizi in nobenega guganja po lestencu, prosim. Skodelice čaja ne spi do konca, vse do usedlin in nikoli ne grizi nog od mize. Če veš, kako se moraš vesti in se na koncu obiska zahvališ gostiteljici, bo njeno veličanstvo navdušeno nad tako prijetnim gostom. Ko boš odhajal, se ti bo kraljica smehljala in ti mahala v slovo. Škoda, ker ne moreš ostati, bo rekla. Vabim te, da še kdaj prideš na čaj. In jaz vas vabim, da še naprej poslušate pravljice na Timi Kids TV, kjer vas Diana naučim skoraj vse. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Kvisko, živali! Dan, otroci, ste pripravljeni na nova vprašanja? Začnimo. Papiga, jak, pavš. Katera od 3 živali nosi hišico na hrbtu? Dobro poglejte slikice, katera ima hišico. Pavš ima hišico, bo držalo, je precej nenavadna žival, ima eno nogo in je sočasno samec in samica. Poznamo različne vrste, nekateri imajo hišico, nekateri ne. Premikajo se zelo počasi. Gremo dalje. Emu, koala, pikapolonica. Katera izmed 3 živali ima kljun? Le katera izmed 3? No, da vas slišim. Emu, res je največja avtohtona vrsta ptičev v Avstraliji in za nojem druga največja na svetu. Imajo dolg vrat, majhno glavo in zelo dolge noge s 3 prsti. Zelo hitro tečejo, pa tudi plavati znajo, kljub temu, da so ptiči, pa ne znajo leteti. Tretje vprašanje. Na prvi sliki je kivi, na drugi zlata ribica in na tretji želva. Katera žival ima enako ime kot sadež? Katera? Kivi, res je, to so ptiči brez peruti z dolgim roženim kljunom. Njihovo grobo perje je bolj podobno rjavemu kožuhu. Z močnimi nogami razbrskajo zemljo in nato kljuvajo po tleh. Pri iskanju plena jim pomagata 2 nosnici na koncu kljuna. Kljunati ježek je na prvi sliki, na drugi bober, na tretji pa tjulen. Katera izmed 3 živali ima 2 velika zoba? Katera izmed 3? Bober ima 2 velika zoba. Bobri so glodavci, ki živijo v večjih kolonijah. Pod vodo zdržijo do 10 minut. Jez zgradijo zato, da z višjo gladino vode zakrijejo vhod v svoj rov. Gremo naprej. Kenguru, kljunaš, čebela. Katera izmed 3 živali nosi svojega mladiča v vreči? Lahko vam še povem, da je zelo poskočna. Mama kenguru, kakopak! Kenguruji so odlični skakalci, ki lahko skočijo do 10 metrov daleč. To je tako, kot bi preskočili dolžino 2 avtomobilov. Samice velikih vrst imajo redko več kakor enega mladiča, ki ga nosijo po več mesecev v vreči. Še zadnje vprašanje. Tiger, zajec, hrček. Kateri izmed 3 živali ima vrečkasta lica? Je to tiger na prvi sliki, zajec na drugi ali hrček na tretji sliki?
Tako je, hrčki imajo lične vrečke v gobčku, v njih tako lahko shranjujejo hrano do polovice svoje teže. So nočne živali, kar pomeni, da podnevi spijo, po noči pa so aktivni. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Razmigajmo se. Danes sem med Majinimi joga karticami, Mali Ganeša, izbrala tiste, s pomočjo katerih bomo pozdravili sonce. Ja, dober jutrček, mu bomo zaželeli. Začenjamo s položajem gore. Prisluhnimo navodilom. Gora. Stojimo zravnano, roke so ob telesu. Težo enakomerno razporedimo po stopalih. Z vzdihom dvignemo roke nad glavo in pogledamo navzgor. Se pravi, stopimo v širini ramen, roke damo ob telo in jih počasi dvignemo visoko, visoko v zrak. Pogledamo visoko na nebo. Kje je sonček? Dober jutrček, sonček! Mu pomahamo, potem pa nas sonček s sončnimi žarki požgečka po nogicah in se vrnemo v položaj gore. Gremo še dvakrat. Se pravi, dvignemo roke visoko, visoko, visoko v zrak, pogledamo, kje je sonček, mu rečemo dober jutrček, sonček. Potem pa se spustimo dol in dovolimo, da nas sončni žarki požgečkajo in se vrnemo v položaj gore. Še zadnjič. Obe roki dvignemo visoko, visoko v zrak, poiščemo sonček na nebu in mu še zadnjič zaželimo dober jutrček. In sončni žarki nas spet pobožajo po nogicah in se vrnemo v položaj gore. Odlično! Gremo naprej, zdaj bomo žabice. Prisluhnimo navodilom. Žaba. Počepnemo in stopala obrnemo navzven. Kolena so v smeri stopal. Vzravnamo hrbet, se nagnemo naprej in položimo dlani na tla. Ste dobro poslušali navodila? Ste? Potem mi mičkano pomagajte. Kako že gre? Se pravi, počepnemo, stopala usmerimo navzven, drži, roki damo pred se, takole, in raztegnemo oziroma zravnamo hrbet. Jaz že čutim, kako se raztegujejo moje mišice, kaj pa vi? Dobro, pa se malo sprostimo, pa še enkrat, zravnamo hrbet, takole, pa sprostimo, pa še zadnjič. Ko sem takole v položaju žabe, veste, na katero pesmico pomislim? No, na katero? 3 majhne žabice, ja. A jo zapojemo, preden gremo naprej? No, pa dajmo. 3 majhne žabice na kamnu so sedele, z muhami se basale in dobro se imele. Ena v vodo je skočila in si krake namočila. 2 majhni žabici sta rekli ti. 2 majhni žabici na kamnu sta sedeli, z muhami se basali in dobro se imeli. Ena v vodo je skočila in si krake namočila. Ena majhna žabica je rekla ti. Ena majhna žabica na kamnu je sedela, z muhami se basala in dobro se imela. Pa v vodo je skočila in si krake namočila. Nobena majhna žabica ni rekla ti. Gremo naprej na 3. položaj. Vas zanima, kakšen je 3. položaj? Poglejmo. Kača. Ležimo na trebuhu z iztegnjenimi nogami. Dlani postavimo pod ramena in z vdihom dvignemo glavo, prsni koš in ramena od tal. Zdaj bomo pa sikali tako kot kače. Ste si zapomnili navodila? Ležimo na trebuhu, noge so stegnjene, roki damo vzporedno z rameni in z vzdihom dvignemo zgornji del telesa. Pa gremo. Kot kačice sikamo.
in se spustimo dol. Pa ponovimo. Ste zasikali kot kače? Ste? Potem pa se spustimo počasi dol. In še zadnjič, kot kače dvignemo glavo. In se spustimo dol. Zelo, zelo dobro. Gremo še na zadnji položaj. En namig vam bom dala. Wuf, wuf. Pes. Začnemo na vseh 4. Razširimo prste in pritisnemo dlani ob tla. Preverimo, da so ramena in komolci neposredno nad dlanmi in boki nad koleni. Dvignemo zadnjico in iztegnemo kolena. Pete pritiskamo proti tlom. Pogled usmerimo proti nogam. Le še položaj psa nam je ostal. Najprej vam bom pokazala, da si boste znali predstavljati, kaj počnemo, potem pa ponovimo 3-krat. Zmenjeno? Gremo najprej na vse 4. Takole, ste na vseh 4. V redu, potem pa dvignete kolena od tal in vso težo potisnete na pete. Z glavo pa gledate prstke na nogicah. Jih vidite? Gledajte, kako se premikajo. Odlično. Ponovimo še 2-krat. Se spustimo, se pravi na vse 4, dvignemo kolena, potisnemo težo na pete in gledamo prstke na nogicah. In še zadnja ponovitev, se pravi, se vrnemo na vse 4, zdaj pa spet dvignemo kolena od tal, potisnemo noge oziroma težo na pete in gledamo prstke. Odlično! Takole! No, veste, kaj mene zanima? Kako se kuža oglasi? Of, of! Drži! Kako pa kuža miga z repom? Kako? Gre na vse 4 in migi, migi, odlično! Kako pa kuža? Kako kuža lula? Tako da dvigne tačko, najprej eno, potem pa še drugo. Odlično! Ste poskusili tudi vi dvigniti nogo tako kot kuža? Ste? Zdaj pa imam en izziv za vas. Kaj pa, če bi mi tako kot kužki s tačko brcali oblake? Ste za? Poglejte, kaj imamo v mislih. Se pravi, gremo na vse 4. Dobro? Ste na vseh 4, v redu. Dvignemo najprej levo nogo. Takole. Tamle zadaj so oblaki, taki temni, črni, nevihto nam nosijo. Mi pa nočemo dežja. In zato z nogo brcnemo oblak stran. Pa še enkrat, stran oblak. Pa še enkrat, stran oblak. In ker se oblaki ne dajo kar tako, poskusimo še z desno nogo. Stran oblak. Še enkrat, stran oblak. In še zadnjič, stran oblak. Mislim, da nam je uspelo. Uhu! Sonček smo spet priklicali na nebo. Hej, Sonček! Kaj? Da te pozdravimo v položaju gore? No prav, gremo v položaj gore. Se še spomnite? Se pravi, stopimo v širini ramen, roke damo ob telo, z vdihom, dvignemo roki visoko v zrak. In pogledamo visoko na nebo, kje je že Sonček in mu rečemo: Adijo, Sonček, se vidimo kmalu. Ste mu pomahali? Ste? Odlično. Zdaj pa, dragi moji malčki, čas je, da v našo družbo povabimo strašne, glasne, veličastne dinozaure. Pridite, pridite, pridite. Le kdo jih ne pozna, v divjini so doma. Čudna imena imajo, nam jezike zafacljajo. Jaz poznam vse, velike in male dinozavrčke. Najmočnejši med vsemi je tiranozaver bil, s strašnimi zobmi ostale je strašil. Požugaj imamo vsi, ti, 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 ti. Vrat kot most ima, on sega skoraj do neba.
Diplodok mu je ime, zelene liste vse poje. Če prijatelji bi bili, po njem bi se tako, kot po toboganu spuščali. Ga krasen rep krasi, a ni le za okras. Pred drugimi se brani, mu oklep stoji ob strani. Le kdo bi upal si ankilozavru pot prekrižati? Je morski velikan, ropar zelo poznan. Z ribami se hrani, 4 plavuti ima po mami. Predstavljajmo si vsi pleziozavra, ki uči nas plavati. Radi jih imamo, čeprav jih z nami ni. Dinozavrčki so srečni, da jih mi nismo pozabili. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Dragi moji otroci, mi smo Hajdi kar že za svojo vzeli, kaj ne? Kako ne bi, ko pa je Hajdin paketek postal že prava stalnica na Timi Kids TV. A vam lahko še eno skrivnost povem? Veste, jaz vsak dan grem k poštnemu nabiralniku in čakam. Čakam, da pride poštar. Vsak dan znova upam, da mi prinese Hajdin paketek. In veste kaj? Včeraj ne samo, da mi je prinesel Hajdin paketek, prinesel je še cel servisni center. Ja, poglejte, zgoraj je avtomehanična delavnica, tukaj spodaj je bencinska črpalka, tule je avtopralnica. Ja, zato pa pravim, da je cel servisni center. Zakaj ga je prinesel? Pojma nimam. Nimam pojma, tudi ne vem, kaj je v paketku. Ja, nisem ga odprla, ker sem želela, da ga skupaj odpremo. To ja počnemo skupaj. Tako je bolj zanimivo. Sem pa prepričana, da je Hajdi spet pustila kakšen namig v pismu. Spet je poslala pismo. A ga preberem? Boste poslušali? No pa dejte. Čiv, Diana in otroci. Sem se včeraj po mestu vozila, vame sta skoraj trčila kar 2 avtomobila. Beli in črni prehitro sta vozila, prekršila cestno-prometna sta pravila. Kričala, grde besede govorila, da sem si raje ušesa zamašila. Ko bi neotesanca vedela, da le 5 minut dlje bi počakala, pa na cesti ne bi nastala taka štala. V tistem trenutku sem se odločila, da ti bom v poštnem nabiralniku nov paketek pustila. Stvarmi, ki ti bodo v pomoč, da boš otrok o strpnosti učila. Ne povem, kaj notri se skriva, to boš z malčki skupaj odkrila. So pa notri le 3 reči, poštar pa ti velik servisni center pred vrati pusti. Zdaj pa hitro paketek odpri, prepričana sem, da radovedni ste čisto vsi. Vaša Hajdi. Seveda smo radovedni, smo veseli servisnega centra, kaj ne? Ampak radovednost nam pa še vedno ne da miru. Le kaj se skriva v paketku? Ga odprem, pogledam. Pa dej, odprimo ga. Pokukajmo v notranjost. Pa so res le 3 reči. Vas radovednost muči, kaj ne? Najprej bom paketek dala tule na stran, takole. Zdaj pa bom eno po eno vozilo vlekla iz paketka. Pa poglejmo. Avtobus, wow! Kakšen, a ga vidite? Poglejte ga, kakšna lepa kolesa ima. Pa take črne barve je. No, pa spodaj ima tak moder rob. Kam ga bomo dali? Tukaj ga bomo postavili v vrsto, ker po vsej verjetnosti se bo zapeljal do mehanične delavnice, da mu avtomehaniki pogledajo, če je vse v redu z njim. Gremo naprej. Tule je, tak modri avtomobil. Ravno tako ima kolesa.
Seveda mora imeti kolesa, če se želi peljati po cesti. A bo držalo? Bo? No, pa še njega zapeljimo. Tule spodaj, pa k avtobusu. In še, rdeče oziroma temno rdeče vozilo. Poglejte ga, in tudi to ima 4 kolesa. 1, 2, 3, 4. Pa ga postavimo takole skozi do modrega avtomobila. Pa da si jih boste pobliže pogledali, predlagam, da naredimo najprej en krog z avtobusom. Pa en krog z modrim avtomobilom. In še z rdečim. A so avtomobili trčili? Se je zgodila prometna nesreča? Ker niso bili dovolj strpni, ker niso počakali, da bi se avtobus najprej umaknil in potem še moder avto in rdeč? Prometna nesreča se je zgodila. Avtomobili so poškodovani in zdaj morajo v mehanično delavnico. Drži, no pridi avtobus. Takole, kar zapelji se tule na za to označeno mesto. Takole, da te bodo mehaniki popravili. Naslednji je moder avtomobil, ki mora tudi v mehanično delavnico. Moraš počakati na svojo vrsto. In še rdeči avtomobil. Hej, kaj pa je ta gužva? Tudi jaz sem poškodovan, tudi jaz moram k mehaniku. Sem jezen, zakaj moram čakati, ne bi čakal. Hej, ni lepo kričati na druga vozila. Razumem, da težko ti je v vrsti stati, ampak nestrpnost še nikoli nikogar ni osrečila. Če te stiska od jeze, imaš več možnosti, kako se z njo spoprijeti. Imamo res več možnosti, kako odreagirati, če smo jezni. Bo držalo, kaj ne? No, sem radovedna, o kakšnih možnostih govori tale modri avtomobil. Lahko si sicer jezen in kričiš, ampak to spravlja v slabo voljo tebe in vse okoli. Pa čisto nič hitreje ne boš na vrsti. Samo povem, se ti ne zdi boljša možnost, da globoko vdihneš, pogledaš v nebo in šteješ oblake recimo. Pa še to, veš, namesto da bi se v takih trenutkih spoprijateljil z drugimi vozili, se samo oddaljuješ od nas in kvariš sam sebi dneve s slabo voljo. Medtem ko čakava, bi me lahko vprašal, kako sem in če tudi mene mogoče moti to čakanje, ki ni najbolj prijetno, ampak v miru pač čakam. No, vidiš, lahko bi skupaj kremljala, pa glej zdaj. Se tule prepirava in grdo gledava. Pa če se ti že tako mudi, lahko greš pred mano. Avtobus, delo je opravljeno, lahko zapustite mehanično delavnico. Srečno! Še bencin. Si bo avtobus natočil? Takole. Poglejmo, kaj se dogaja med modrim in rdečim avtomobilom. No, kar pojdi naprej, kar pojdi. Ne no, sej ne bom, kar izvoli. Ali ima morda prav? V resnici z razburjenjem res nisem čisto nič dosegal. Nisem bil prej na vrsti in ja, v slabo voljo sem se spravil. Pa tudi drugi niso bili navdušeni nad mojim obnašanjem. Pa res nisem nič dobrega naredil s tem, ko sem bil nestrpen. Morda pa lahko rdečemu avtomobilu svetujemo, da naslednjič poskusi drugače. Slišal sem, prav, se bom potrudil, poskusil bom drugače naslednjič, obljubim. Medtem je avtobus že napolnil svoj rezervoar, le še v avtopralnico mora, da bo čist. Takole, gre med krtače. Takole. Odlično,
Avtobus je spet kot nov. Gremo nazaj k modremu in rdečemu avtomobilu. Modri avtomobil, tudi vaš servis je zaključen. Lahko odpeljete iz mehanične delavnice. Srečno in varno vožnjo. Hvala tudi vam. Tudi modri avtomobil mora natočiti bencin. Takole. Čas je, da servis opravijo tudi na rdečem avtomobilu. Odlično, tudi vi ste zaključili svoj servis. Lahko odpeljete varno vožnjo. In že se pelje na bencinsko črpalko. Spet mora čakati. Spet moram čakati. Spet moram čakati. Pa se spet srečava. Boš spet nestrpen, medtem ko čakaš? Ne bom, oprosti, prav si imela. Res sem bil nestrpen in čisto nič dobrega nisem s tem naredil. Veš, odločil sem se, da od zdaj naprej povsod s seboj nosim knjigo. In ko čakam, bom bral. Tako lahko kadarkoli in kjerkoli odplavam v svoj svet. Včasih pa bom izkoristil čas samo za počitek. Samo zato, da umirjeno diham in opazujem okolico. Se ti zdi to dobra ideja? Zelo dobra. Tudi jaz zelo rada opazujem mamice z dojenčki, kakšne starejše gospe in gospode, ki sprehajajo svoje hišne ljubljenčke. Pa veste, koga še rada opazujem? Najstnike, ki drvijo na svojih kolesih, tako zelo so spretni. Če hitimo, veliko lepih stvari zamudimo. Zato je prav, da se vzamemo čas, se poglobimo vase in okolico, ki nas obdaja. Tako ne bomo nikoli nestrpni in veste kaj, veliko več bomo občutili in doživeli. Vam povem, tako kot tale rdeči avtomobil, ki je sam prišel do spoznanja, da v resnici, če malo počakaš, pravzaprav s tem ni nič narobe. Ta čas res lahko koristno izkoristiš. Zaključila sem. Si ti zdaj na vrsti? Sem. Hej, eno vprašanje. Bi lahko bila prijatelja? Seveda lahko. Z največjim veseljem. Najprej natoči bencin, potem pa se odpeljeva v avtopralnico. Lahko si pred mano, če želiš. Kje? Počakal bom, potem te pa peljem na pijačo. Dogovorjeno? Zmenjeno? No, pa pojdiva. Takole. In še lepi modri, čisti avto. No, in kje je še rdeči? Odlično. Tako, pa smo se danes vsi nekaj naučili. Prepričana sem, da bomo od zdaj naprej še bolj strpni po svetu hodili. Hajdi, najlepša hvala za krasen paketek in za odlično temo pogovora. Majčki moji, jaz se grem naprej igrat, ali pa mogoče kakšno pravljico prebrat. Vam pa le še en močan objem, poljubček in pa do prihodnjič. Kvisko, malo tu, malo tam. Dober dan, otroci, Diana spet tu. Ste pripravljeni na nova vprašanja? Začnimo. Drevesa, sonce, lisica. Iz česa pridobivamo drva in gradbeni les? Se vam sanja? Iz dreves bo držalo. Drva in gradbeni les pridobivamo iz dreves. Čas za podiranje dreves je zima, saj takrat drevesa mirujejo in imajo v lesu najmanj vlage in sladkorjev. Les namenjen gradnji je zato hitreje suh in precej manj zanimiv za škodljivce. Gremo naprej. Na prvi sliki je fotoaparat, na drugi matica, na tretji pa morska zvezda. Kako rečemo mami vseh čebel v čebelji družini?
Rečemo jim matica. Aha, to je mama vseh čebel v čebelji družini. Njena naloga je leči jajčeca in to počne vse življenje. Obkrožajo jo mlade čebele, ki skrbijo zanjo in jo hranijo. Ona pa povezuje čebele v družino. Gremo naprej. Los, sinji kit, zajec. Katera izmed 3 živali je najglasnejši pevec? Katera ne potrebuje mikrofona, pa je še vedno zelo, zelo glasna? Sinji kit, bo držalo, niso samo največji prebivalci našega planeta, ampak tudi najglasnejši pevci. Zvok, ki ga oddajajo sinji kiti, je kar nekajkrat močnejši od hrupa reaktivnih letal. Gremo dalje. Tiranozaver, veverica, jež. Katera žival izmed 3 ima dovolj močan ugriz, da bi lahko zmečkala avto? To je tiranozaver kakopat. Bil je eden najstrašnejših dinozavrov. Jedel je meso, napadal in jedel je tudi druge dinozavre. Njegovi zobje so bili dolgi do 20 centimetrov. Če bi tiranozaver danes živel, bi imel dovolj močan ugriz, da bi lahko zmečkal avto. Gremo naprej, pohiteti moramo. Na prvi sliki je daljnogled, na drugi podmornica, na tretji krokodil. Kdo ali kaj na sliki je plovilo? Podmornica, bo držalo. Podmornice lahko več tednov plujejo pod vodo. Premikajo se s pomočjo vijaka na zadnjem delu plovila in velikanskih motorjev, skritih v spodnjem delu trupa. S periskopom lahko gledajo nad vodno gladino. Še zadnje vprašanje. Medved, opica, triceratops. Katera izmed 3 živali je dinozaver? Kaj mislite, je to medved, opica ali triceratops? Triceratops. Tako je. Triceratops pomeni obraz s 3 rogovi. Bil je rastlinojed in je jedel čisto vse vrste rastlin. Imel je tak velik, krasen koščenovratnik. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo.